Na Bukovniškem jezeru smo med kosilom v sproščujočem vzdušju obiskali dijake slovenske gimnazije iz Celovca ter jih poprašali o njihovih vtisih in doživetjih za strokovne ekskurzije. Pogovarjali smo se tudi s profesorico tamkajšnje gimnazije in z dolgoletnim organizatorjem ter vodjo strokovnih ekskurzij, dr. Borisom Jesihom iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Z nami sta delila svoje poglede na potek in pomen tovrstnih strokovnih srečanj. Inštitut za narodnostna vprašanja, ki je osrednja slovenska raziskovalna ustanova za proučevanje manjšin, etničnih odnosov in slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, že desetletja raziskuje položaj Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter organizira različne strokovne, izobraževalne in raziskovalne dogodke. Strokovna ekskurzija je namenjena spoznavanju narodnostnih, kulturnih in zgodovinskih značilnosti slovenskega zamejstva ter delovanja slovenskih skupnosti v sosednjih državah. Moram reči, da to je ekskurzija, ki je tradicionalna, še v prejšnjih časih so bile ekskurzije po Jugoslaviji. Moram povedati tudi to, da tokrat niso samo gimnazijci, danes so gimnazijci. 2 dni nazaj je bila gospodarska šola Šentpetra, prihodnji teden pride še pa tudi dvojezična trgovska akademija. Namen tega je, da poleg tega seveda, da dijaki se veselijo malo konca šolskega leta, se malo sprostijo, da pa pridejo v ta del Slovenije, kjer je, bom rekel, narodnostno mešan, da tudi spoznajo, kako je ta položaj madžarske manjšine Romov na tem področju. Tako da šole so, letos imamo 3 skupine, skupaj 100 dijakov, to je lepa skupina. In jaz sem trdno prepričan, da program, ki smo ga pripravili, jim bo prinesel, da bojo kljub verjetno poletnemu času in koncu šole nekaj od tega odnesli. Mi smo imeli zelo lep ogled včeraj Ekspana, danes cerkve v Bogojini, kulturnega doma v Lendavi, bom rekel še centra Banfi. Nenazadnje smo obiskali dvojezično občino Dobrovnik, eno, vsaj po mojem mnenju, najbolj vzorno urejenih dvojezičnih občin, ne samo v Prekmurju, ampak tudi, jaz moram reči, sem hodil veliko po svetu, pa zelo malo takih občin sem videl, ker nas je sprejel župan in seveda zaključujemo tukaj v tem prijetnem ambientu na Bukovniškem jezeru. Po izkušnjah z preteklih let dijaki vseh šol zelo dobro sprejmejo to možnost, da se lahko, bom rekel, malo sprostijo, predvsem pa in obenem pa tudi nekaj izvejo ob koncu, bom rekel, enega obdobja srednje šole, ko odhajajo naprej. Po koncu 2 dni ugotavljamo, da so problemi, čeprav je situacija drugačna, zgodovinsko drugačna nekoliko, pa pravno drugačna, problemi, ki jih imajo na primer Madžari v Lendavi, pa Slovenci na Koroškem, zelo podobni. In to je mogoče dobro, da ti otroci spoznajo, da je v bistvu dejansko ta manjšinski položaj zelo zahteven in da se je treba v bistvu prizadevati skoraj vsak dan, da se nekatere stvari, ki so nam, ki smo večina, samoumevne, uredijo. Več o tovrstni ekskurziji nam je povedala profesorica Monika Novak-Sabotnik. Ta ekskurzija je darilo pravzaprav Republike Slovenije za maturantke in maturante slovenske gimnazije vsako leto in gospod Boris Jesih je pa tako ljubeznil, da nam sestavlja tak čudovit program in smo zelo hvaležni za to. Dijaki so tako za ekskurzije odnesli veliko dragocenega znanja in novih spoznanj, ker sami živijo kot del slovenske narodne skupnosti na Koroškem in se vsakodnevno soočajo z različnimi jezikovnimi, kulturnimi in družbenimi izzivi, jim je ekskurzija omogočila boljše razumevanje lastne identitete, zgodovine ter položaja Slovencev v zamejstvu. Že vemo, da so odnesli zelo veliko, zato ker so sami del narodne skupnosti na Koroškem in soočani z raznimi izzivi, tudi sami, mnogi pa so tudi v društvih. In če so tle in so zdaj slišali, kako živi tukaj
tudi manjšina in kako se mora soočati pravzaprav s ličnimi težavami kot mi, potem jim to daje tudi podviga in poguma, da vedo, da niso sami tudi s temi težavami. Dorijana, dijaka slovenske gimnazije, smo povprašali, kakšna tema v sklopu ekskurzije mu je bila všeč. Pravzaprav ta prvi, ko smo bili v tej razstavi o Pomurju, to je bilo kar zanimivo pravzaprav. Ja, mislim to. Tako malo kultura in zgodovina, tako, ja. Mislim, da že, mislim, da je važno, da se ukvarjamo z zgodovino in s kulturo, kar je pač nekako naša dediščina in korenine. Mislim, da je važno za mladino in za celoti tako korenine in da imaš nekako eno domovino, tako, ja, mislim, da je važno, ja. O občutkih iz Prekmurja in kako je pomembna tovrstna ekskurzija za spoznavanje narodnostnih, kulturnih in zgodovinskih značilnosti slovenskega zamejstva. Pa? Ja, kar lepo je, imamo lepo vreme, je kar toplo, tako da, kar lepo je. Tako da, ja, je kar zanimivo, ja. Takšni obiski mladim iz zamejstva omogočajo, da utrjujejo vezi z matično domovino ter odblizu spoznavajo njeno kulturno dediščino, zgodovino in tradicijo. Hkrati pa pridobivajo dragocene izkušnje in poglabljajo razumevanje slovenskega prostora ter svoje narodne identitete.